Lep pozdrav, tu Blaž. Govoril pa bom o podrejanju avtoritetam. Če samo iskreno oziroma samo odkrito pogledamo, katerim avtoritetam vse se podrejamo v svojem življenju, lahko ugotovimo, da jih je v bistvu veliko. Recimo že takoj, ko se rodimo, oziroma malo potem, se začnemo podrejati svojim staršem in jih dojemamo kot neko višjo avtoriteto in na ta način sebe vidimo kot manj vrednega od njih oziroma njim podrejenega. In se potem tudi tako počutimo in hkrati s tem tudi preložimo odgovornost za samega sebe na svoje starše. In potem kasneje v življenju se to seveda prenese tudi na učitelje, na šefa v službi, recimo na nadrejene, na neke ljudi, ki jih dojemamo pač zaradi nekih lastnosti kot več vredne od nas, kot bolj pametne mogoče, kot bolj izkušene in tako naprej. In to je potem posledica tega je seveda, da se celotna družba razvija v nek hierarhičen odnos, kjer tisti podrejeni prelagajo odgovornost zase na nadrejene. In potem seveda tudi nadrejeni zlorabljajo v večini primerov ta svoj dojet nadrejen položaj, več vreden položaj, tako da izrabljajo druge za svoje sebične koristi. In kaj je zdaj rešitev tega? Rešitev tega je seveda lahko samo v tem, da mi postanemo rešitev, da vsak izmed nas postane rešitev v smislu, da se nehamo podrejati avtoritetam in da sebe poenakovredimo z vsemi ljudmi, ki jih dojemamo kot nekaj več vrednega od nas in jih tako začnemo obravnavati enakovredno in hkrati prevzamemo odgovornost za sebe v odnosu do vseh ostalih ljudi. In če se še vrnemo nazaj na kaj dejansko sploh za nas predstavlja neko avtoriteto, v bistvu tisto najvišjo izvorno avtoriteto, kateri se vsi podrejamo, brez da bi se tega dobro zavedali, je naš lasten umsko-čustveni sistem oziroma umsko-zavestni sistem. Namreč vsi ljudje ali pa velika večina ljudi se nevede podrejamo svojim mislim in čustvom. Kar pomeni, da takoj, ko se neko čustvo ali pa neke misli porodijo v nas, jih sprejmemo, se z njimi poistovetimo brezpogojno, takoj in potem začnemo se jim podrejati, tako da jih začnemo živeti v praktičnem življenju. Se pravi, če dobimo občutek jeze, če se nam porodi občutek jeze v telesu, se ji podredimo in potem se začnemo obnašati jezno in reagirati v tej čustveni energiji jeze. Kar enostavno kaže na to, da se podrejamo lastnim čustvom, namesto da bi bili z njimi enakovredni in jih sploh razumeli, kaj to so in kako nastajajo in posledično hkrati s tem, ko bi to razumeli in ko to razumemo, se tudi nehamo jim podrejati in jih potem tudi ne uporabljamo na tak način, da si z njimi škodujemo samemu sebi in pa drugim okrog nas. In če smo ob tem še samo iskreni, tako ali tako ugotovimo, da čustva sama po sebi so zelo omejujoča in niti niso koristna za to, da bi jih uporabljali na kakršenkoli način. Ker je veliko bolj učinkovito, da se samodirektivno usmerjamo v dihu, brez motečih čustvenih reakcij in smo tako veliko bolj zavedni sebe in svoje okolice in lahko se usmerjamo dejansko tako, kot je za nas in za ostale okrog nas najboljše. Tako da najvišja avtoriteta, kateri se vsi ljudje podrejamo, je torej naš umsko-čustveni sistem, naše čustva, naše misli. Zato je edina rešitev, kako odpraviti vse avtoritete iz našega sveta, da se jim ne bomo več podrejali, najprej to, da se nehamo podrejati lastnim mislim in čustvom. To pa lahko seveda storimo samo z samoiskrenim opazovanjem svojih misli in čustev, z uporabljanjem orodij za samo pomoč, ki so recimo zavedno dihanje,
samo odpuščanje, izpisovanje, samo iskreno izpisovanje, skozi katerega ozavestimo to našo podrejenost vsem možnim avtoritetam, ki si jih v umu ustvarjamo in katerim se potem bolj ali manj zavedno podrejamo. Tako da, ko se poenakovredimo najprej s svojimi lastnimi mislimi in čustvi in jih prenehamo in se jim prenehamo podrejati, potem se bomo tudi v odnosu do drugih ljudi začeli dojemati kot enakovredne, ne več kot manj vredne ali več vredne, in tako ne bomo se več podrejali avtoritetam, pa naj bodo to, ne vem, politiki, policisti, ne vem, sodniki, ne vem, naš oče in mama ali pa nadrejeni v službi. Karkoli smo prej dojemali kot nekaj več vrednega od nas, kot nekaj, čemur se moramo podrejati, se potem ne bomo več počutili manj vredne. To seveda še vedno ne pomeni, da bomo zdaj se vsem uprli in potem začeli, ne vem, protestirati proti vsem, ker moramo seveda hkrati razumeti, da s tem, ko mi razumemo, da nismo manj vredni od nekega drugega človeka in da ni sprejemljivo, da se podrejamo drugim ljudem, s tem še ne pomeni, da bodo tudi drugi to razumeli, zato moramo to upoštevati. In seveda se obnašati primernost takrat, kadar drugi pričakujejo, da smo mi njim podrejeni in da izvajamo aktivnosti, ki nam jih drugi velevajo. Ampak s tem svojim zavedanjem, ko se v sebi, v samem sebi zavedamo, da nismo manj vredni od nikogar in da je nesprejemljivo, da se ljudje podrejamo drug drugemu, s tem potem začnemo dejansko prakticirati, uveljavljati v prakso rešitve, s katerimi bomo počasi ustvarili družbo, v kateri ne bo avtoritet, v kateri ne bo nadrejenih in podrejenih ljudi, ampak družbo, v kateri bomo vsi enakovredni in soodgovorni in v kateri bomo vsi drug drugemu zagotavljali dostojno in zabavno življenje. Tako da, to je danes to na temo avtoritete. Če bi kdo rad kaj vprašal ali komentiral, prosim kar pod video, ali pa me lahko kontaktira kjerkoli že. Na drugih družbenih omrežjih se je veliko povezav, me lahko hitro najdete. In se veselim že vašega kontakta, da se lahko začnemo pogovarjati na to temo in tudi potem dejansko stremeti k družbi, v kateri bo dostojno življenje vsem zagotovljeno. Hvala in lep pozdrav!